Lepo zdrav sem skupaj, Mihael Žmahar iz duhovnega telesa Potovanje duše sem z vami in danes imam za vas en super video, ki vam bo noro zanimiv. In ne bom ga snimal sam, sabo imam svoje kristalne prijateljčke. Zdaj, mogoče bo kdo rekel, kaj Žmahar, ti se tule s kam zdaj pogovarjaš, jaz ti čist normalen. Nisem črt, če sem čist normalen v smislu kolektivne normalnosti. Vem pa eno stvar, da ima večina ljudi glede kristalov napačne informacije, oziroma bolj bom rekel nepopolne informacije. Večina ljudi misli, da so kristali samo eni lepi, lušni kamni, različnih zanimivih barv in oblik, ki so dobri za to, da jih daš na polico v dnevno sobo za okras. Pa v bistvu so kristali veliko več. Pri kristalih je point to, oziroma fora to, da nič ni tako, kot zgleda na prvi pogled. Na planetu Zemlja, drugače večina pomembnih stvari ni takšnih, kot zgleda na prvi pogled. Bistvo je v čem nevidno. Če hočemo videti resnico na planetu Zemlja, bomo mogli malo globje zakopati. In kristali so ena izmed teh stvari, ki spadajo v ta razred. Bistvo je čem nevidno. Zato je tukaj veliko ljudi na svetu, ki se ne zavedajo, kaj so kristali v resnici. Po drugi strani smo pa kot družba non-stop, kot človeška družba, smo non-stop v pogonu rasti. Človek si skozi želi osebnostno, duhovno, čustveno rasti. Ljudje skozi iščemo novo tehnologijo, ljudje skozi iščemo nove izume, nova razmišljanja, nova spoznanja na področju medicine, fizike, matematike, podjetništva, astronomije. Povsod nekako poskušamo premikati meje tega, kar poznamo. In ena izmed tehnologij za 21. stoletje, za modernega človeka, kako si lahko dvigne zavest, kako lahko pride v večji stik z naravo in kako lahko postane bolj duhovno močen, so definitivno kristali. Zaradi tega imam danes za vas eno super video sporočilo, kjer vam bi rad povedal 7 fantastičnih lastnosti kristalov, za katere verjamem, da mogoče niste vedeli, da jih kristali imajo, in vam bi rad vsako lastnost malo bolj pojasnil, da boste vedeli, kaj se dogaja v ozadju kristalov in zakaj so tako energijsko pomembni na planetu Zemlja. In na koncu imam še eno presenečenje za vas, ker je pa prišlo nekaj časa nazaj že čisto nepričakovano in niti približno nisem si predstavljal, da bom to delal, ampak glej, očitno je doba zaklicala svoje in to presenečenje je tukaj. Skratka, 7 lastnosti kristalov, 7 načinov, kako lahko uporabljamo kristale, oziroma 7 talentov kristalov, če tako rečem. Prva lastnost kristalov je, da so kristali fantastični za postavljanje fizične, čustvene in mentalne energije. To se pravi, s kristali lahko sprožimo izjemno samoregeneracijo, izjemno samozdravljenje. S kristali lahko vplivamo, da se naše biološko oziroma čustveno telo začne zdraviti oziroma organizirati drugače. Zdaj, kje je catch? Zakaj lahko en kamen zdravilno vpliva name? Fora je, da ima kristal v sebi naravno geometrijo. To pomeni, da naravni zapis ravnovesja, ki ga ima Lady Gaia, zaradi česar vse zadeve na tem planetu funkcionirajo, seveda valjda, dokler se človek ne vplete v njih, to naravno ravnovesje, zakaj rastlinski, živalski, kamniti, gozdni, morski svet funkcionirajo že tisočletja in tisočletja, je v bistvu point je v ravnovesju. Point je v popolnem ravnovesju elementalov v telesih bitij, v živalih, rastlinah in navsezadnje tudi ljudeh, zaradi česar smo mi zdravi. In mi vedno zbolimo, ali pa se slabo počutimo, ali pa se nekaj zlomimo, vedno takrat, ko se nam poruši ravnovesje. No, kristali imajo v sebi kodo naravnega ravnovesja. In takoj, ko pridemo mi v njihovo bližino, se začne naša molekularna sestava odzivati na njihovo molekularno sestavo. In kristali, oziroma molekule v kristalu začnejo programirati molekule oziroma kristale, vodne kristale v našem telesu. In naše telo se začne ob stiku s kristalno energijo avtomatsko spravljati nazaj v ravnovesje. Od tod prihaja ta izjemna zdravilna moč, ki imajo kristali. Od tod prihaja ta izjemna moč pospešene regeneracije, ki jo kristali povzročijo. Evo, to je prva stvar. Druga stvar, drugi talent, ki ga imajo kristali, je, da noro dobro kanalizirajo informacije. Prav kanalizirajo. Naprimer, kaj pomeni kanaliziranje? Kanaliziranje pomeni, da imaš ti neko intuitivno idejo, naprimer, kaj je moje življenjsko poslanstvo, kako bom zdaj jaz izumil neko novo stvar, kaj je naslednja razvojna stopnja človeka. Informacije, ki še pač ni na planetu, so zapisane nekje v vesolju, v nekih mrežah svetlobnih, ampak ni še na planetu. In zdaj ti kot človek jih moraš potegnati na planet Zemlja, to se pravi, jih moraš z umom na nek način razumeti.
Ne? Zdaj pa, če hočemo ljudje to narediti, drugače imamo vsi sposobnost kanaliziranja, ne? Ampak zelo malo ljudi na planetu Zemlja načrtno kanalizira. Razlog je pa v tem, da rabimo ljudje v bistvu poravnani biti znotraj sebe, če hočemo informacijo iz intuitivnega sveta prizemljiti na planet Zemlja. To pomeni, da moramo imeti naš usklajen s čustvi, čustva s telesom in vse to skupaj mora biti usklajeno z duhovnim telesom. Zdaj, če imamo vse to poštimano, če nimamo nekih hudih travm, nekih napačnih načinov razmišljanja zase, lahko skanaliziramo informacijo. Ampak, če imamo pa kjerkoli neravnovesje v telesih znotraj sebe, no potem pa pride ta informacija popačena ven. Dobra stvar pri kristalih je, da imajo svoj ego, ker kristali imajo isto ego, kot ga imamo mi, noro usklajen za svojim energijskim sistemom. In ker nimajo konfliktov znotraj sebe, je kanaliziranje čez kristal zelo čisto. In tukaj vam bom dal primer, ko sem pisal svojo prvo knjigo Misionarka, se mi je nekje na sredini knjige ustvarila nora pisateljska blokada. Jaz sem tako mislil 2-3 dni, da ful me je zaskrbel, kako bom knjigo dokončal, ker knjiga je bila na koncu zdaj, da je bila 400 strani, nekje na 200 strani me je zablokiral in point knjiga je, ne, da ko jo končaš, da je v bistvu isto dobro ali pa še boljša kot takrat, ko si začel brati. Ne. To se pravi, da sem jaz mogel v bistvu še pol knjige napisati za isto kvaliteto, navdušenjem, z isto nivojem informacije, kot sem jo začel. Nekako nisem mogel potegniti informacije in sem vzel tale selenit in sem naredil meditacijo in sem zapisal noter Luno kot eden izmed portalov za kanaliziranje in ta selenit je zame začel kanalizirati Luno, ko sem se ga dal na mizo in sem se popolnoma umiril, sem šel v neko napol meditativno stanje, mi je knjiga stekla in sem napisal knjigo, ki je danes ena najboljših knjig za ženske in za dvig njihove osebne moči. To se pravi, kristali, če jih imate v življenju, vam pomagajo noro okrepiti moč kanaliziranja. Naslednja stvar pri kristalih je, da so noro dobri zaščitniki, hudi prevodniki zaščitne energije so. To pomeni, jaz lahko zdaj ta kristal, pa tale, da ta ametist, ta kristal lahko energijsko primem in van za svojo auro, za svojim namenom, za svojimi mislimi, dobesedno zapišem namero zaščite. To se pravi, hočem, da k meni v mojo hišo prihajajo samo ljudje, ki imajo visoko frekvenco, čist namen in so iskreni. Evo, super. In, naprimer, jaz sem zdaj to čist zemeljsko bežno rekel, ampak kristal me je slišal. Point kristalov je, da jih dokaj enostavno programiramo za shranjevanje informacij. In kristal ne komplicira. Kristal se ne zdaj sprašuje, a mi bo uspel, a mi ne bo uspel, tako kot imamo to ljudje, ko nekaj manifestiramo. Kristal ima zdaj ta vibe v sebi. In on zdaj na podlagi te vibracije ustvarja magnetno polje. Ta kristal vibrira in zdaj pač vibrira za namero, katero sem jaz dal v kristal noter. In če zdaj ta kristal postavim v svojo hišo, bo začela celotna aura moje hiše dobivati to namero o zaščiti. Kdo lahko pride k meni na obisk in kdo ne. In kar naenkrat ljudje, ki imajo mogoče slabe namere ali pa čuden dan ali pa težko, nizko energijo, ne bojo več hodili k meni. Zaradi kristala. Sicer ljudje ne bojo razumeli, zakaj se to dogaja, ampak na podzavestni ravni bojo čutili, da ne želijo priti k meni. Zaradi tega, ker bo ta kristal rezoniral energijo. Ne? Zelo noro dobri zaščitniki so. Če znamo delati zaščitne energije s kristali, lahko fantastične zaščite delamo z njimi. Naprimer, kristali, ki so dobri za zaščito, so tudi obsidian ali pa črni turmalin ali pa železova ruda, sami po sebi. Ne? Te kamnine so fantastične, če jih znamo programirati. In seveda diamanti, punce, tako da diamanti so najboljši prijatelji od žensk, definitivno z razlogom. Naslednja stvar, naslednji talent, ki ga imajo kristali, je, da so izjemen spominski disk. Zdaj kristal naprimer daš v okolje in vse, kar se bo v tem okolju dogajalo, se bo zapisalo v kristal. Kristal bo slišal, kristal bo čutil, kristal bo videl vse različne frekvence, ki se dogajajo okoli njega in jih bo shranil. To se pravi, dobesedno je spominski disk, dobesedno je USB ključ, na katerega se nalaga informacije. Tako da, če imaš energijsko-intuitivnega človeka, lahko energijsko-intuitivni človek prima naprimer kristal, ki raste oziroma leži v nekem kraju na tleh, ga vzame in lahko celotno zgodovino kraja potegne iz kristala, ker je zapisana v kristalu.
To se pravi, tisti, ki imate želje po raziskovanju sveta, po odkrivanju naravne medicine, po odkrivanju starodavnih civilizacij, vprašajte kristale, ker je v njih vse zapisano. Tudi večino svojih tečajev jaz dejansko delam s kristali, dejansko imam kristal na mizi in ko kanaliziram tečaj, ne vem, modra alkimije, šola za lightworker in tako naprej, tečaj šola za kristaloterapeute, ki prihaja to poletje oziroma zelo kmalu, sem vse naredil s pomočjo kristalov. Naslednji talent so noro izjemni pomagači za dvig zavesti v prostoru. Kristali so ena izmed redkih struktur na Zemlji, ki imajo v sebi ful čist zapis 5. dimenzije. To se pravi, te 5. dimenzije v vesolju, kjer obstaja ta brezpogojna ljubezen, katero se vsi ljudje na Zemlji želimo, kjer obstaja ta love and light, mi temu rečemo. No, kristali so dejansko materializirana oblika 5. dimenzije. In takoj, ko mi postavimo nek kristal v svoje življenje, se nam avtomatsko dvigne zavest. Če imate vi kristal v avtu, bo ta avto veliko bolj varen na cesti. Če imate vi kristal v podjetju, bo to podjetje veliko bolj poslovno uspešno. Če imate vi nek kristal v spalnici, no, namigujem, ne? Razumete? Ok, malo keca. Tudi boste videli, da so kristali zabavni, Ok, da kristal nisem nek kamen, ampak da lahko z njim dejansko upravljaš celotno svoje življenje in ga gradiš na popolnoma novem nivoju. Naslednja stvar pri kristalih, šesti talent, ki ga imajo kristali, je, da so kristali ustvarjalci energije. No, to je pa zdaj nekaj, kar znanstveniki ugotavljajo. Znanstveniki so ugotovili, da so kristali izjemni ustvarjalci energije, da če daš različne kristale skupaj, se začne iz nič ustvarjati energija. Na tak način so energijo ustvarjali Atlantidi, ko je bil še Atlantis na Zemlji, ampak danes se je pač moderna doba že malo pozabila, ker so šli bolj na fosilna goriva, zdaj se ljudi nekaj ukvarja z zeleno energijo, ampak prihodnost energije na planetu Zemlje nekoč nekdaj, ko bo zavest seveda zrela, so definitivno kristali. Kristalne energije in znanstveniki že gledajo v to smer, tako da jaz komi čakam, da bomo imeli kristalno ogrevanje na planetu Zemlja. Ampak da tja še rabi nekaj vode preteči. Ampak energijsko inteligentni posamezniki pa lahko začnemo kristale uporabljati v ta namen. In pa 7. točka, super darilo so. Podar nekomu kristal, podarite nekomu kristal in mu boste zelo dvignili frekvenco življenja. Tako da kristali so izjemno darilo, s katerim vi pokažete ljudem, da vam je mar za njih in oni dobijo darilo, ki je večno. Tako da, zdaj pa presenečenje. 17.7. začnem s tečajem oziroma šolo, katero nikoli nisem pričakoval, da bom naredil. To je šola za kristaloterapeute. Leta in leta so me ljudje prosili, da naj začnem učiti o kristalih. Nekako sem vmes malo učil na tečajih, ampak nikoli nisem naredil konkretnega programa. Vse do zdaj. Ljudje so pripravljeni, kristali so spregovorili in prihaja najbolj izjemna šola za kristaloterapeute na spletu, kar jih je. Na tej šoli, traja 3 mesece, bom učil kristalne zakone, kristalne informacije, kakršni še niste spoznali. Naučil vas bom kristalnih terapij za upravljanje fizičnega telesa, kristalnih terapij za upravljanje mentalnega in čustvenega telesa, kristalne terapije za delo s skupinami, vodena meditacija in terapevtsko delo, tisti, ki hočete delati z ljudmi naprej. Naučil vas bom ogromno kristaloterapij, kako koncentrirati energijo, kako razreševati travme iz preteklosti, kako poustvarjati oziroma reprogramirati celični spomin, pospešiti regeneracijo, ohlajati telo. Naučil vas bom kanalizirati geometrijske kristalne mreže z Atlantisa za vsako težavo oziroma za vsak izziv posebej, ki ga imate. Tečaj oziroma šola za kristaloterapeute je eden izmed najvišje vibracijskih tečajev, kar sem jih kadarkoli učil. In potekala bo na spletu. In najbolj izjemen del nje je, da dobite vse spletne seminarje bojo posneti in dobite doživljenjsko dostop do njih. Za vas bom posnel sem posnel posebne vaje, iniciacije, dobite video posnetka, kako se izvaja posamezna terapija. Dobite vse skripte spisane na vaš mail, si jih lahko sprintate in imate doma. Dobite studijsko posnete kristalne vodene meditacije na vse teme, ki pokrivajo fizični, čustveni, mentalni del človeka, pa vse do deloterapij z drugimi ljudmi. Šola za kristaloterapeute je eden izmed najboljših tečajev, ki vam lahko pomaga se zgraditi v kristaloterapeute in zbuditi kristalni spomin v vas in vas naučiti fantastičnih znanj, ki jih kristali ponujajo in pomagati seveda drugim ljudem naprej. Tako da vsi tisti, ki želite to narediti zase ali pa potem dobiti certifikat za kristaloterapeuta,
s katerim boste lahko učili in delali kristalna terapija naprej. Definitivno si pogledajte na naši spletni strani www.potovanjeduše.si več o šoli za kristaloterapevte, ki se začne 17.7. Samo nekaj prostih mest, še skupina je omejena zaradi specifičnih znanj. Zelo se veselim, da se vidimo in verjamem, da vam je bil ta video všeč. Imejte se lepo. Čau.